Redko kateri avto se lahko pohvali z več kot 10 generacijami. Celo Golf je šele v 7, tale pa že v 11. Toyota Corolla. Na naših cestah smo jo v zadnjih letih kar malo pogrešali, sedaj pa se vrača v vsej svoji veličini. No ja. Najbolje prodajani avto vseh časov je tudi tokrat prišel le v limuzinski izvedbi, če želite zadaj odrezanega, pa boste morali poseči po Aurisu. Imate pa zato tukaj večji prtljažnik, namesto 360 kar 425 litrov. Ima pa Corolla tudi dokaj nizek nakladalni rob in še bolj elegantna je od Aurisa. Corolla ima tudi 10 cm daljšo medosno razdaljo, kar pomeni predvsem več prostora zadaj. Volan je res dober, čeprav na prvi pogled morda niti ne izgleda, ampak ko ga primeš v roke, ga kar nočeš spustiti. Podobno je z armaturko. Sploh ni lepa, je pa uporabna. Nima dizajnerske rdeče niti, tale ura je neskladje nasploh, ampak je pa vse na svojem mestu in tudi materiali so kakovostni. Veliko je mehkobe, plastika pa je robustna. Tudi zaslon je super, sploh pa kamera za vzvratno vožnjo, ki vam zaradi velike riti pride še kako prav. Motor ne bo nikomur zvišal pritiska, tole Corolla namreč poganja najšvohnejši dizelski s 66 kW oziroma 90 konji, ki pa začuda ne deluje podhranjeno, kar smo že večkrat opazili. No, mogoče pri nižjih vrtljajih, po 2500 pa kar skoči. Je tih, ampak to predvsem zaradi odlične zvočne izoliranosti. Spojen je s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom, ki je dovolj natančen, da vam ne bo šel na živce, so pa prestavna razmerja precej dolga, tako da se 50/4 komaj peljete. Pet litrov in pol nafte na 100 km nam je popila na testu, kar se mi zdi super, sploh ker nismo posebej pazili. Takole med vožnjo v bistvu najbolj pogrešam samo tempomat, sicer pa je vožnja sama zelo udobna, če ne celo najudobnejša v razredu. Resnično, kako dobro vpija vse te izbokline, je kar nenavadno. Corolla lahko dobite že za 14 tisočakov, s to opremo in tem motorjem pa za dobrih 17. Malce več torej, ampak za zelo udobno limuzino z veliko prostora in dobrim motorjem se mi ne zdi veliko.